Živijo, Tukaj je Anže, poslušate podcast Aparatus, v katerem legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. tako je. Okay. Tole pa je 210. epizoda Aparatusa, v kateri sta z mano govorila Tilen Artač in pa Igor Bračič, ki delata Malo teraso na TV Slovenija, ki je, kar se mene tiče, kar presežek, tako da smo se pogovarjali o Mali terasi, več ali manj, in pa o Viliju Resniku. Zdaj najprej hvala prvo Juretu Godlerju, ki je sploh predlagal, da ona dva prijeta. Jaz sem hotel Artača in Godlerja povabiti, pa nista hotla, to tudi slišite zakaj. Tako da hvala Jure. Preden začnemo, kot vedno, ful hvala tudi vsem, ki podpirate ta podcast, brez vas res ne bi obstajal, to vem, da vedno rečem, ampak to je dejanska resnica. Tako da ful hvala, če bi to radi naredili, pejte pa na aparatus.si poševnica podpri. Hvala tudi vsem, ki dajete ocene v Apple Podcast, tega nikoli ne more biti preveč. In pa unika delite te pogovore, če so vam všeč. Tako da, ja, to je to, kar se introta tiče v bistvu. Zdaj pa Igor in pa Tilen, ki sta me toliko smejala, da sem po moje prvič v zgodovini Aparatusa čist pokvečil prvo vprašanje, kar je kar žalostno, ampak tako je življenje, je pa fajn pogovor. Evo. Okay. Ja, redno. Okay. No, če prosto vladva. Ja, ok. Okay. Tilen bolj odgovar. Ja? Okay, zdaj pa. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto, pa ker smo trije v tem trikotniku, ne, bomo šli ur in kazalec, kdo si /sta počneš in to, Tilen. Ja. Kdo si Tilen? Kaj počneš? Tilen Artač, v tem trenutku kaj počnemo, oziroma zdaj v zadnjem obdobju. V življenju, dobro, glasbenik, imitator, nastopajoči oziroma član ekipe Radia Gaga, član dueta Mala terasa. Tako da, mislim, da... Ni, v glavnem. Ma ja, lej, kjer dajo, kos kruha, pa klobaso, tja pridemo. Če pa še kosira, se pa še zahvalimo. Če pa zem gore, pa konc. In to je to, konc. Še drugi človek, ki sedi za mizo. Igor Bračič, pisec in član dueta Mala terasa. Pa še kakšnega benda. Pa še kakšnega dueta. Povej, ne? Povem, ja, Slon in Sadež, Tacenski modeli, Okay. Bobna je igral, Kajmak, band, ki sem ga imel skupaj z Andrejem Težakom Težke, ki je pa on Bobna igral. Kaj si pa ti igral, vse ostalo? Sem pa kitaro igral, pa pel. To je bil tudi prvi spremljevalni band prvega nastopa skupine Slon in Sadež, ki se tega še ni tako imenovala, na Marihuana maršu. Smo igrali komad Taliban Reggae, pa še enega, in so v bistvu skupina Kajmak s Težkem je predskupina. Je igrala kot spremljevalna skupina nama, ki takrat če zares nismo bila Slon in Sadež. Tako da, v bistvu ne, je nekaj, tudi ta skupina je imela podoben glasbeni značaj kot skupina Slon in Sadež. Skratka, smešna besedila in povprečna glasba. Ja. Kar sledi že iz tega, da je Andrej Težak Težki igral bobne, ampak pustimo zdaj. Okay. Mogoče sem preveč zdaj oseb. Ne, ker si že to povedal. Ne? Ja. Jaz tudi sodelujem z Juretom Godlerjem, ne, in zakaj sem to povedal? Ne? Ker Anže je najprej Godlerja vprašal, Godler, a vidi z Artačem uletela, da bi posnil, pa Godler mene vprašal, rekel, a imaš ti čas, da bi prišla? Tomič me je vprašal, sem rekel, ne, s tabo ne, kva ti ni jasen Godler, kva če me s tabo hoditi. Ja. Razumeš? Jaz tudi ne bi šel z Godlerjem. Bračiča vprašanje, če pride, kva me zdaj s tabo. Jaz že imam svojega Jureta, naravno zdaj še enega fucking Jureta. Ja, to v bistvu je tako, da je Artač prvi je mogel Bračič pridati, ne? Če prav razumem. To je to. To je tudi v real life, ne? Če rabiš Artača, moraš iti prek Bračiča. V bistvu ali pa prek Trupel. Od Artača Rider je samo Igor Bračič piše. To, en Wordov dokument. Ali pa en Jure, kjerkoli. Okay, zdaj, Mala terasa, ne? Fenomen, ki je preplavil, ne vem, kako se to reče, ampak res legit vsebina, tako temu jaz to tako rečem. Da gremo saj z imenom začeti, odkje je ta Mala terasa prišla.
Ker meni Mala je dosti- terasa in spodaj Ljubljana pomanjšala, ne. Tle mislim, da Ni pač, misterija. ni misterija, pač tako bila je ideja nekega terasnega benda, ki Ja. pač na Synthesizer izvaja priredbe in pol je nekako avtomatsko prišlo ime Mala terasa kot neka metafora Ja. nečesa slovenskega, ne, kar slovensko in zimzeleno, ne, Mala terasa vsi poznamo, in terasa kot terasa band, kar je tudi nekaj, kar vsi poznamo. Tako da, Ja. te- Te bendi imajo drugače najboljša imena. tako, Ja, ja. ever. Mislim, čeprav sem si malo teraso, sem si predstavljal, ko se je rekel, mala terasa, sem rekel, hotel tam, Ankaran ali neki, Tako ne. to bolj, morje. Se pravi, ne, fajn. predstavljaš si to, ne, imaš pa tudi to metaforo ne, na zimzeleno slovensko glasbo. Zato se mi zdi, da to ime, tako kot smo ga rekli, je bilo. Je bilo, Pač to je nismo bilo to. debatirali, Ja, nismo ja. neki, koliko v drugih stvarih. Raziskav delal okoli Tako tega. telo, kar- to se imenuje Mala terasa, ja, ok, gremo naprej. Ja, to je najlepše, kar se zgodi v resnici, ker ni to, kar razmišlja na pol. Jaz sem sam tako, ker sem prvič slišal, da bo to pač, da se reče mala terasa. A ne, in to je ta moje prvo vprašanje, ki je meni dokaj fascinantno. Sem pač mislil, da bo to zmeraj ista mala, a ne, da bo joke to, da je to na neki terasi, kjer sta vidva, in pa bosta vsakič ista človeka igrala te komade. a ne. Če se ne motim, jaz mislim, da je bilo mišljenje. Bilo tako na Zanimivo, da začetku, tudi ne. mi avtori smo mislili, da bo to na začetku tako. Ja. Potem pa smo zaradi specifičnega slovenskega pravnega, grem jaz medijskega na kafe ti to razložim. prostora, bolj zaradi neke pravne varnosti, ne, v narekovajih, temu reči, bili obveščeni, da bo lažje v sivi coni avtorskih pravic, ki jih smeš uporabiti za satirično predelavo, se vaditi na to, da mi pač ne delamo samo joka v smislu tega, da napišemo smešen tekst, ne, in da je tekst kot tak samo satira, ampak da se istočasno norčujemo tudi iz originalnih avtorjev. In to nam je dalo legitimnost, da to počnemo. In smo šli tako daleč, ne, da sem se jaz v tistem tednu, ko sem imitiral konc tedna, sem se prehranjeval isto kot te avtorji. Method acting. Dejansko smo šli res, smo se res poglobili v to. Ja. Res, Kaj si pol jedel, ko si bil Mile Kitič? Jo, Čez usta noč. Že ko sem vprašal, je bilo malo žal vprašanje. Lej, jaz sem sam čakal, da jaz sem zato zamudil, ker sem si pripravljal ta odgovor. No, ampak kar je pa še bolj zanimivo, ne, ob vsem tem in kar je še bolj znak, da res živimo v Sloveniji, je, da smo po 3 sezonah zdaj ugotovili, da je vse to bilo odveč. Da mogoče sploh nismo potrebovali Tok kritja. tega kritja, ne? Ampak po drugi strani je pa, ne, nam je pa to kritje dal še nek dodatni element, ki se je pozneje izkazal za kul. Ja, a je lažje razmišljati, a ne, ker veš, da boš mogel, da naš sam pač melodijo vzel. Pa ne, veš kaj mogoče nas je to rešilo pred tem, zdaj v retrospektivi, ne, pogledano, da so mogoče Male terase bolj dinamične, bolj zabavne, bolj zanimive, kot bi bile, če bi to res bil skozi isti band. Pa bi mogli znotraj tistega benda neko drugo foro iskati. Mislim, pa dogaja se okoli Male terase, ne, imamo kostume, kvaramo, rekvizite in tako naprej. Mislim, iskreno žurje. Meni se žur vsak teden, ker ne sam da razmišljam, pač kaj bomo izvajali, pa tako, ker razmišljam, kaj se bomo lahko oblekali. Je to ekstra, ne pač ni to, zdaj bomo spet neki neumen oblečeni, ampak je to še, koliko bomo lahko res neumen oblečeni. Koliko neumen si lahko oblečen v bistvu? Pač ful sva dolg res forsirala, recimo MZ Hektorja, sem zato, da sva lahko bila neumen oblečena, recimo, ne. To je en primer. Mislim, meni je bila zmagovalna narodna noša, ker smo imeli Avbe gor. To mi je bilo, to je to, ne. Si kadarkoli daš to Avbo gor, veš, da si Slovenc. Ja, exactly. Ne, pa si to, a je bila pa kje, ali je bila kje kdaj težava, veš, ker si zamislil, zdaj bova pa ta, pa je bilo pa treba to zrekreirati, a veš ko, pa če je bilo treba najdati, a ne. Je bila včasih težava s tem, da spet tle nas je forma v tem smislu rešvala, ker je forma tako nastavljena, da valjda vsi vemo, ne, da ni treba, da ne rab čist tako zgledati, ne, ampak je bolj fora. In tle pa včasih tudi ta preobrazba, če je dovolj komična,
zdrži, tudi če ni. Je pa par preobrazb, ki so pa bile legitimne, ne, tudi v smislu, da so bile res prepričljive, Kreslin s temi podočnjaki, Miran Rudan, Pleša. Ne, moj favorit Zalen Gašper. Ne. Recimo, ne, Modrc. Finte je recimo pri maskah, recimo, ne. Ja. Mi imamo zelo malo časa, da... Ja. Maskerji imajo zelo malo časa. Tako, maksimalno 1 uro, to je zelo malo, da se naredi ne vem kakšno masko. Tako da v tisti uri, kar se naredi res vrhunsko. Pač Star Treka ne bi mogli snemati. Ne mislim, da imajo fizično malo časa za narediti masko, ne, tudi za pripravo maske imajo ful malo časa, sploh to, kar ponavadi rabijo. Oni morajo v enem dnevu v bistvu kompletno masko in garderobo dogovoriti. In to je po moje v kjeremkoli svetu produkcije zajeban, RTV-jo je pa še toliko bolj zajeban. Ampak tle treba reči, da ta ekipca pač super dela. Mislim, sva ful zadovoljna in tudi... Ja, se tudi rezultat mislim, da je cool. Ja, mislim, tudi njim je fajn, a veš, kaj imajo redko kdaj priložnost delati pač take stvari, pa se zajebavati in pač se mi zdi, da to je cool sodelovanje, ker nam je vsem žurne. Njim je fajn maskirati in mi dva se rada maskirava. Ja. Ker ste šli kar tako, ne? Mislim, oba dva sta se in brila in ne brila in vse ostalo počela. Ja. Ampak ne, očitno je, da rada to počneva, da pač ni muka. Celo eno masko, ko smo bili na terenu, sem bil Magnifico, mi je naredila urednica masko. Ne? Vrhunsko. V času epidemije. Ja. In tudi ena izjemno dobra maska in smo bili presenečeni. Še danes je važna, ne? Še danes maska je važna, ne ona. Maska je važna. Tako da valjda se treba tudi znajdeti, ne? Ja. Tako je, sploh v teh časih, ko smo bili zdaj. Ja, pa naprej prijemo do tega, ker vi ste tudi neprekinjeno delali, ne, v bistvu, ampak samo to bolj me zanima sploh kako nastane komada. Ne. Pa tudi tako ta časovnica, to je v resnici takrat, ker so iz tedna v teden in vsi, karkoli delamo iz tedna v teden, vemo, kako je to zajeban. Ne. Zdaj, jaz zelo na kratko povem. Ja. Igor napiše, jaz kasiram. Misliš, kasiraš pa na Facebooku komentarje. Mislim, postopek je pač vsak teden enak, a različen. Ne, mislim, v tem smislu, da pač fakt je, da v sredo moramo vedeti, kaj, v četrtek skoraj najkasneje, pa v petek zjutraj mora biti to napisan in v petek se posname. To je vedno isto. A pa je vsaj tako, imaš spisek izvajalcev, pa pol lepaš besedil na nek, a veš, ko si saj že to ne. A veš, ti v bistvu iščeš, a veš, nekaj, kar te bo iz aktualnega poklopil na en komad. In prav iščeš povezavo. Izhaja se iz aktualne teme. Vedno samo iz teme. Okay. Ne vem, če smo kdaj zares prišli, da bi rekli, zdaj pa hočemo tega izvajalca, pa bomo nekaj nabili na njega. Oziroma, tudi, ko smo poskušali, smo pa vedno na koncu prišli na nekaj drugega. Či sisteme. Razmišljamo, kaj bi se iščeš besede. Po domače, zdaj bomo delali maske in pol gledaš, kako na kjer komad se bi maske vsedejo, ali pa nek stavk, ali pa neki, da je to, se zazdi kot skoraj original komad s prirejenim tekstom. In ko najdeš to povezavo, iz tega poštartaš. Mislim, to je vedno istočnica. No. Wow. Veš kaj, jaz bi mislil tako, da ne vem zakaj, da bi bilo lažje imeti tale komad, pa že veš, da že vse ostalo veš. Ogromno, kad se vidiš, recimo se ti zgodi to, da najdeš super foro, pa komad ni dosti znan. Ali pa, a veš, pa super deluje, pa rečeš ne, ali pa najdeš super foro, pa avtor noče. Ali pa najdeš, ali pa se ti zdi ta komad, pa ta tema se super povezujeta, ampak pokaj daš skup, ne deluje, zato ker pridelava ni dovolj podobna originalu, da bi bila fora. Ko se mi zdi, da ko pišem tekst, če se mi vsaj 20% original komada teksta ne pokrije, a veš, da ni več dovolj. Ne? Tako da mora biti tako občutek včasih, da vse to je original in takrat deluje. Takrat je to mala terapija. Ker se res naslonaš na original. Ja, imaš občutek, da je original bil napisan za to priredbo. No, mora biti pa res aktualna tema, res znan komad, pa narodna noša. Če imaš te tri. Ja, mislim, karkoli z nošo. Je to
zmaga. Okay. Okay. Ja, mislim, to je res, ja, pa tudi, ko razmišljaš, kaj da je noša, pa karkoli je osebno. Če je na osebo, je to garant takoj bolj Ampak zanimivo. kako misliš na osebo? Mislim, v smislu, Če je o nekom. ja, da Da ni o temi, ampak temi, da je, ampak je o to je človeku. pa o Zokiju. Aha, Ja, ja. haha, Zoki. Razumem. Haha, tretne. Okay, čeprav to mi je kar zanimivo. Mislim, ampak okay, kaj pa pol pomeni znan komad? Kako to, a veš, kaj... Ko rečeš v slovenščini, ga vsi poznamo. Ja, Ja, je treba, pač. da je zdaj znan po kriterijih lestvica, pa po kriterijih klikov, ampak da ko zapoješ ta komad, Veš, kam. 9 od 10 ljudi ve, Ja. kako je Ja. naslednja vrstica. Na Roblek bom odšel. Ja, No, to je znan komad. ampak... Ferrari polka. Ja, To je znak ja, komad. to, To je znak to je res. Ja. To je to. In pol v bistvu, če si izvajalec, pa se tvoj komad ponuca v pač mali terasi, ne, to je nek litmus, tako te za ta komad je pa na eni točki ratov. da to je, ne, bolj to, zato je, a veš, nekdo je ocenil, da je to komad, ki ga vsi poznajo. In Ja. to v tem smislu je Ja, no, saj referenca to. za kul, ne? Ja, Tako ja. da, ja, ne. No, pa se, če se namotam na začetku, so mal bili ti izvajalci mal previdni, ne, že kam imate to, ampak zdaj, ko pa itek že vsi poznajo Vejo, to, ne. bo rečel, ja seveda, ja, kaj niste še prej Ja, poklicali? ja, no, res je. Ja, mislim, Čakal, zdaj je res to, ja, da večina avtorjev so ful pozitivni in Ja, ja. dajo sami matrice, sami. A ja, celo tako. Da, Ja, mislim, okay. ne poveš, da imamo težave z matrico, ni problema, imamo mi, zrihtajo se, presname. Mislim, tako, da naredijo effort, da ti zrihtajo. A re, a veš, no, okay, to, mislim, Da to jim je ful- do ja. tega, ne. Jih zanima, kaj se bo zgodilo, Štekam, ne. linkajo pol na Facebooku, pohvalijo in tako naprej. ne. A ja, Tako da- okay, veš, to pa ne bi, mislim, tako bi štekel, da je bolj ta, ja, ampak ker tudi. Zdaj, mislim, razumem tudi z njihove perspektive, je to kar ok, mislim, to je v redu, če je na ta način narejeno. Veš, sploh zdaj, ki že tolikih je bilo, ne, da nikoli ni bilo weird, a je Bog, da je weird, to sprašujem, tako pol do V avtorja. smislu, ne, jaz tako, nimam tega. Nimaš, ali pa se ni doma prišlo, ne. Ali pa to je, mislim, ne. Jaz mislim, da ni bilo nikoli, oziroma tudi težko, da pride do tega, da bi šli kaj predaleč ali karkoli. Ja, Ker pač delamo to za res široko publiko, da se vsi dobro počutijo, ko gledajo naše točke. Tako da ni jaz mislim, da zelo težko pride do tega, no, da bi pa res neki užgal tok čez, da bi si rekel, hej, fantje, to je bilo Ja, pa to je bilo preveč. pa- to pa- Da bi tudi original avtor imel problem. ja, se to je. Pa itak je vedno, ne, ker je pač tema je tista, ki se v bistvu se norca dela, še vse Točno to, ostalo je da- v službi tega. Ne, Točno, ne jaz moreš mislim, glih. da zdaj smo bili tudi to, da nikoli nismo zares parodirali avtorja do te mere, da bi se norca delali iz avtorja. Saj mislim, da sploh Ja, ja. v Tilnovi interpretaciji se vsakič trudimo, da je, vsaj kar se tega tiče, a veš, damo kredit avtorju, da damo Ja. izvedbi full pozornosti, da je res dober, da je lepo zapet, da je ne pač Dobro, tle znotraj. je zegen, da je to vrtač. Ne, pač Ja, realno, absolutno. ne. Mislim, To tle je- je sam to, Ja. sam zaradi njega je to možno. Ja, se to mislim. Ja, pa Zdaj te tudi, hvala. vem, še premalo. Recimo njegov Vili. Imamo zelo. Vili je to staro. To Tudi za je, imitacijo imamo ful mal cajta. Tako da, kokrat se zgodi, da gremo že vajo čez, pa pojmo še enkrat vajo, ne, da se vemo, kako bomo naredili. Pa jaz rečem, hej, Igor, a mi posodiš mal mobitel, jaz sploh ne vem, kako ta tip poje. In pa grem. Oziroma, pa poslušamo, pa tako pa tiren, vsej on je tako, ne. Pa ko tri je tam, ja. Ali minuto pa se mora sam poslušati original, Še ga kako sploh imamo, ja. poje. A imamo to, ne vem. Ja, mislim, to je res, ja, snemanje je tudi vaja, ne. Ampak mi da nimava vaj za to. Ja, Vadiva, jaz sem rekel, sreda četrtek. ko ne. prideva tja, ne. In Ja, pač, ne more biti, težko je v prvi tek posnet, ker prvi tek je vaja. Tilo, a pa tebe, a pa imaš kje, a veš, koga ne bi mogel, a veš, a imaš to, mislim, a je to, ali Nimam cajta ide- razmišljati, sploh, da ga ne bi mogel. Ja, okej. Ker Igor reče, lej, tole bi naredil, malo se pomenva, on naredi tekst, jaz dobim tekst in pol že pol je četrtek zvečer, a? Prepozno, jaz rekel, hej, Igor, ne skinem ga. In to ni enkrat se nismo vprašali, a miš, da bi ga skinil. In smo šli že v take fore, ne vem, do Helene Blagne, pa ki v življenju nisem, mislim, Heleno Blagne imitiral, so ne vem, drugi imitatorji oziroma imitatorke, ki so odlični, ne, v tej imitaciji, ampak smo rekli, ja, pač lej, to moramo narediti, pač treba je, no. Ampak zaenkrat se mi zdi, da nekako je šlo, no. Ja, Nekako smo zgurali, ne, no. nas vadi, ne. Uramo, Ja, ampak forma nas vadi v tem smislu, da tudi takrat, ko recimo pri Heleni Blagne imitacija ni zdaj
Je pa pol vse spot ostalo. on, Ja. ne, je vse zaradi forme zdržine. Ker Ja, pač štekam, tudi publiki jasno, da seveda imitacija ne rabi biti spot on. Pa pazi, ker sem pa potrebuje še imitiral, ker ga pa res obladam v nulo, mi je pa matrico tok ni zgdal, da pa potrebuje že ven letu, razumeš, že ni šlo, ker je bilo tako nizka matrica. Sem rekel, pa stariš, še takrat, ko ga imam v nulo, Na nulo ga imam, ne ga sfukam. Ja, se ne- ker razumeš, neki. ker mi matrica tok To ni je ta zgdal. impro srce, ko res skozi izziv. Lahko skineš potrebuješ že, ampak lahko skineš potrebuješ že eno oktavo nižji. In lahko, ne? Poglejte si posnetek. Nekaj adrenalina, skozi mora biti neka negotovost. Ampak okay, če je ta prvi take vaja, ne, se pravi tisto, kar pol vam pride, tisto, kar mi vidimo, kolikrat sta to odigrala, zapela, a veš tako? Odvisno. Ampak mislim, da največ 7 do 8 krat. Ja? Zato, ker fizično nima več časa. Ja, saj to je to, no, saj snemanje, to. ki traja dobre. Ja, 40 minut. Ja, imamo 40 časa, minut da. z vajo vred in s kadriranjem, in v bistvu ni časa. Mislim, pa tudi ni pol energije več. Ja, Ker valjda, iskreno, ja. ker je Te pač zmanjka na eni točki. Ne, pač. pol po tolikih ponovitvah je to. Ne. A pa je uno, ki vidimo, je live to tape ali je sestavljen iz večjih tajkov? Ne, ne. Live to tape, To pa mislim, da je že. bilo samo enkrat Klemen je bil. sestavljen. Klemen, tako Oziroma šnop, šport. planica. Je bil sestavljen, drugače pa je vedno, Vedno? Oh, vedno wow. live to tape. Okay. Ravno zato, ker je green screen, pa ker je matrica, Ja, itak ne pa ker moreš. ni montaže, Ja. mora biti live to tape. Okay. Wow, okay, to bi pa, ja, bi rekel, da saj mogoče 2, da staviš tako, da je kaj splajsan. Pa ne, pa saj mislim, da tudi ta Štimunga. energy, pa štimunga je Ja. posledica tega, da veš, da mora biti v kosu. Pa se ne malo kaj zgodi, a veš, da Ja, smo valjda. že na 80-90%, pa pol neki. Ja, se to, kaj pa gre tam na robe? Mislim, veš, zdaj ne rečeš vse, ki sklepam nos, ampak neumnosti, ne vem, tekst ni odrolan naprej, pade mu kaplja v oko, pa ne vidi teksta, neki od zadaj, režiser zafuka, neka banalnost. Ja, A veš, ja, ko, to je pol pač grozen, nek produkcijske. ker recimo je izvedba vrhunska, ponajno in pol je. Ja, še enkrat neki lučniki, ima je balate luč zdaj. ampak se pa to tudi ni veliko krat. ne. Zgodi, ko naredimo vse fajn, pa reče, da probimo še enkrat, kot če tam ne vem, kaj v koreografiji. Ali Ali pa to, ja, imamo že vedno, tej- vedno vsako snemanje, oziroma vsakič, ko gremo spet posneti, nekaj novega si spomnimo, kar tudi, kar se tiče koreografije, ali pa v tekstu kaj spremenimo, recimo. Ne. Aha, se tudi to dogaja, Ja, da se ja, stalno stalno, na licu stalno. stavlja. Okay. Na To- veliko žalost vseh v režiji. Se pa tam nerva, ja, v drugi vrstici zbriš, kaj pa dej, zakaj? Zbriš kučan, napiš Janša. Ja, to. Ampak mislim, se pa danes tudi zgodi, da se kaj spomnimo, prav tam na licu mesta, eno dobro foro, ki se prej nismo in je, lej, ne, dajmo to not. Mislim, Ja, ravno štekam. zato, ker je zadeva tako živa do trenutka, ko se posname, da vedno je še možnost kaj dodati ali pa spremeniti. Pa še ta čist, ko snemate, ki ste tam, teh 40 minut, kaj je. A je pa ta štimunga, ki se rekel, ki se čudi, da je živo, ne, pač to. A bi vam bolj prav prišlo, a veš, za koliko boljši rezultat bi bilo, imamo pa 2 dni, smo full vadel. A veš, koliko bi se poznali, a bi se poznali, Mislim, koliko bi, ne, veš. čist neki drugi, če bi imeli 2 dni, bi pa vsakič posneli video spot, po moje. Ne? A veš, ko, ampak, Ja, okay, mislim, ja. to je, ne? Če bi imeli 2 dni časa, bi pač full več naredili. Samo Štekam, to je, ja, da bi pa ja, ja. 2 dni vadili to, pa ne bi imeli smisla. Ja, ni ne, se to rečen- zaradi tega, ker si predstavljam, da Ne, veš, tudi, ja, povej. Ker ni rečeno, da tega nikoli ne bomo delali. Ja, ne, mislim, tako, ne, mislim, recimo, mala terasa, na katero smo recimo največ se pripravljali, absolutno ne, je bila recimo ta s Klemnom. Ne, za njo smo se edinkrat dobili en dan prej, ampak še to samo zato, ker smo hoteli res vaditi koreografijo, ker smo hoteli, da je nekaj več. In spet pol, če pomisliš, koliko se ponavadi vad koreografije za take stvari, pa koliko smo Že mi spet nič, v resnici. vadili Ja. nič. Ne. Ampak Okej. Una je bila recimo največ predpriprav v tem smislu. Ne. Okay. 1 uro več. 1 uro več. Prav je bilo. Tako, ja. Ampak je bilo. Ne. No, lej, šteje. Ne. So pa eni ljudje, ki so bolj profesionalni od naj. Pa še ena stvar me vedno znova fascinira, pač neka oprema je. Ne? Zdaj, valjda je vezana na izvajalca, ki ga parodiraš, pa to ne. Ampak
vse smo že videli, več ali manj. Vse. To smo si malo naredili za joke. Ja, Na začetku je bil ta synth, Ja, se to, ja. pa smo začeli menjavati inštrumente, pa je bilo, kaj vse lahko igramo. A še to je tudi malo moja privatna ta fora, ker pač, da sem ta amaterski multi-instrumentalist in me pa to zabava, veš, kot Ja, ker res, način, kako jaz fejkam zdaj vse te inštrumente. ja, jaz pa tudi mikrofone opazim, pa tudi to ni čisto vedno isto. Ne, tako, pač, ja, to mi je kar pestro, no, da se še kle noter kaj zgodi. Mislim, me je to topno. Smo pa navadili ekipo, ne, recimo tonske mojstre in vse, ki oni imajo vedno vse pripravljeno. Ja, vse je to. Tako ne vejo, kva bo. In rečejo, kaj rabta dos, mi imamo vse, fanta. No, ampak to je cool obrat, ne, od začetka, ne, ko prvo, drugo, tretjo malo traso, ko smo snemali, je bilo vedno problem, ne, pa skaj niste prej povedali, pa to ne, pa vidiš ravno iz tega, da je tudi njim fajn. Ja. A veš, da pa oni sami pridejo, da če mi smo vse pripravili, fanta, kva rabta, ne. Ja, In je cool, ja. To je top. Odnos, mislim, ta sprememba v odnosu ti pokaže, da je tudi ekipi žur to delati, ne, in je bolj tudi tebi večji žur to. Jaz mislim, da če ne bi bilo iz vseh smeri, a veš, toliko te energije, rezultat pač po defaultu ne more biti tako dober. Absolutno. Ne. Pač ni šansa. Ne. Mislim, publika mora videti, da se ti zabavaš, Ja. ko to delaš in tle je to. Ja, se to, ja. Ne, pa, ker se mi zdi, da se to malo tako za samoumevno jemlje, a veš, da je to vedno temelj, a ne, ta dobra volja pa zabavanje na, a veš, setu, bom tako rekel, a ne. Se mi zdi, da tako, jaz tudi to doskrat, pa vse vsakič, a ne, pa ni, ne, že spet je tudi odvisen je, kjer folk je, pa tako seveda se to zelo sliši, ampak to je ta že ne se kva. No, ampak Polk je zraven. Ne. Sej, če se malo vrnem prej, ker si rekel, kaj bi bilo, če imeli 2 dni cajta. Ne? Absolutno ne bi bilo isto, ker se tudi ni vedno dobra volja, se to ni vedno, zdaj se gremo pa malo hecati, ne speljati treba. Ne? In lih ta adrenalin pri vseh, ne, v ekipi, ki vejo, ja, zdaj le moramo to speljati, če nam ospalali, ne bo točke. Ne? In zaradi tega ta adrenalin, ki pride, se mi zdi, da je pol boljš, kot pa če bi imeli, ne vem, 2 dni cajta, razen, valjda, kukor ste rekel, če bi šli na teren snemati videospot, ampak to je druga stvar. To je res treba povedati. Ja, to tudi jaz štekam, da to ne bi bilo sam zdaj, sam mal drugačna parodija, to je ločena stvar od tega. To je drugačen format. Mislim, se to, ampak ta stvar ima mal tega SNL feelinga, mal ima feelinga, a veš, skeča. Ja, to je glasbeni skeč v osnovi, ja. Bolj kot kaj drugega. Karkoli drugega, ja. S to razliko, da pač živo pa ni, ne, ampak efektivno je, ne, v resnici, čeprav, ne. Najbolj, kar je lahko za nek posnetek. Ja. Vsaj ustvarjanje na način, kot bi bil v živo posnet. Ja. Tako da pač ima vsaj malo tega flera. Jaz to ful opazim, ne vem, koliko to ljudje opazijo, ampak jaz resno to ful opazim, meni je to tudi ful dobro, da se tudi na ta način kaj dela, veš, da je ta moment, dajmo zdajle, pa nikoli več. Mislim, da po mojem mi ljudje, ki smo v tem, pač to opazimo tako obrtniško, prav opaziš, ljudje pa po mojem tega ne opazijo, ampak začutijo pa, ko gledajo, pač v tem, da jim je dober. Ja. Pač ne tako, da zaznajo, ampak ne pač zdaj analitično. Ne, seveda. Ja. Ampak tisto, kar je meni kul, ker nočem, izkušam besedo, zjutraj sem razmišljal, kako bom to, ampak to je dober trash produkcija. A veš, to je na dober način narejen, da zgleda, da je tako, kot je. A veš, da je res sam green screen, pa vidva mal našemljena, ker se sliši zelo trivialno. To lahko zelo slabo izpade. Zelo slabo izpade. To hočem reči. To pa ne. Pač ta vsebina in izvedba rešujeta to, ne. Ker je pač jasno je, da je ravno zaradi to, ker je vsebina pa izvedba sta cool, je jasno, da je pač tisto namenoma tako. Ja, ampak tudi, kaj veš, jaz bi šel še korak, jaz mislim, da tudi ta namenoma, da je tako, mora biti dober narejen, ker se mi zdi, da... Se je, še vedno je to na televiziji, to je hud green screen, to je hudo polajtan, to je zrežiran, to je roka, to so 3 kamere, ne. A se pravim, je še vedno produkcijsko je bogato, ne, kljub temu, da to, kar vidiš, je kao čip. Ne. Ja, se to je. Ampak ta dober čip, jaz mislim, da je to kar umetnost naresno. To je, ne vem. Recimo ena zanimiva primerjava, ki jaz lahko naredim, je, ne, da jaz sem bil recimo tekmovalcev, da je znan obraz, ima svoj glas. Ne. In tam smo se pripravljali res, tam so bile maske hude, to je bilo te produkcije, vse, imeli smo ful več vaj, ampak vsebina je pa pri nas čist druga in izklej se mi zdi iz te vsebine, tudi če nimamo neki top, se to sploh ne bo opazilo, ker je čist drugače. Ker je poanta v tem. Če bi šli pa mi
skinevati res komade, ne, res pevce, čist, da bi kopirali to. To bi bilo drugačne. Ja, tako da klej je ta vsebina tako močna, da tudi če zraven nimamo res neki wow, ne, ali karkoli. Mogoče glih to, ne, ravno obratno je, po mojem glih to še bolj zažge, ker dobijo folk, le skoliko mal so uspeli pa ustvariti. Ja. To je kot original, pa gledaj, koliko je čip, ne. Ja. In je po mojem glih to še bolj fora, kot če bi zdaj, točno to, ne, kar je Tilen rekel za primerjavo, ne. Tam so šli toliko daleč, da je vse kot original, razen samo ta res človek, ki Ja, go ja. izvaja, ne. Ja. Tle pa v bistvu nič ni kot original. Plesavci, koreografije, vse. V bistvu nič zares ne zdrži, ampak zaradi interpretacije in vsebine kupaš, da je to pizda original. Da je to ne. to, ja. To Ja, dela, lepo, ne. ja. To je to, kar dela. A pa zdaj, jaz imam non-stop občutek, to, kar meni ljudje non-stop govorijo, ker te aparatuse delam, pa vaju glih ponavljam, to zelo meta vprašanje. Koliko ljudi pa res lahko povabiš? A veš? Pa isto, koliko ljudi, koliko pa je teh komadov, ki jih lahko, a veš, tako, a imata to, ki je v glavi? Ful jih je, jaz mislim, da jih je še ful, ne. Zdaj, treba reči, da po 3 sezonah, ne, smo prišli malo v ta, se nam se začelo dogajati to, da kdaj, kaj pa še bomo, Ja. ampak to so spet bolj produkcijski problemi, ne, ker spet, a veš, zdaj tehnično gledano, mi v tistem tekočem tednu moramo tudi ta komad dobiti, sproducirati, a veš, podlago rabimo, ne. Ja, In valjda. če je izvajalec sam nima, ali pa če je ne moramo kupiti na spletu zelo hiter, ne, imamo težavo, ker v Ja, bistvu valjda, ja. v 2 dneh ne moramo priti do matrice. In se nam je že zgodilo, da smo kakšen komad opustili, ker matrice nismo mogli zrihtati. Pa bi bilo drugače vse kul, ne. Ja, A štekam, škoda ja. tudi tehnične Noro ovire. sem imel naštudiran. Noro. Lik, noro. Ampak pustimo, ne, mogoče pride še prav. 4. sezoni. Ne. Druga je pa ta, da zdaj, ne, kar smo se prej pogovarjali, ne, o sivi pravni coni avtorskih prired, da zna se zgodi, da bomo v novi sezoni smeli tudi tuje avtorje obdelovati, No, kar nam bo to se pa odprelo, ja, se pa vrata odprejo. ampak ne, na nek ja, način ok. super, da do zdaj nismo smeli, Štekam, ja. ker nam je dal to omejitve, da smo lahko spostavili Štekam, ja. nek žanr, O, da bo moj zdaj pa bog. mogoče lažji odtlejiti ven. Ne? Ampak smo pa hkrati promovirali slovensko glasbo. Tako je! In tudi to je zelo pomembno. In je pomemben. Ja. Valjda je je. pomemben. To, Valjda je. jaz se ful strinjam s tem, jaz mislim, da je to pomembno, Folk ampak vidi, koliko hudih komadov imamo. komi In čakam da no, take je- on me, razumeš, komi čakam take Ali on pa me. jaz mislim tudi, da komod ne, je slovenskih avtorjev še dovolj, da bi pa Jo. tudi zdržali. Ja, ja, ne, Še se eno Sam, sezono. sam produkcijsko bi rabili malo več podpore, v smislu, da bi rabili nekoga, ki bi nam te podlage Ja. po naročilu delu. Ne. Da bi lahko, pač, bi ja, lahko valjda, potem ja. res Rekel, še- tole pa tole rabimo, pa Da bi eno lahko še špilov, par pa ne avtorjev umiralo iPhone. obdelali, ki jih zdaj recimo nismo mogli. zaradi Štekam, tega. ja. Tudi kakšnih bolj modernih. Čeprav zdaj, ko ste tuje rekli, to je kar, it's all good, jo? Ja, It's all ja, good. ja. Več ali Tudi mi manj. se veselimo. Ja. Zdaj pa pejmo še, ker ne moramo mem, ne, COVID-a in vsega, ne, vi ste več ali manj delali cel cajt, ne? Ja. Zdaj, ta del, ki me najbolj zanima, ne, ker gre za tak proces, ki se moraš videti, zdaj narekovaje delam, ne. Kle je bilo pa marsikaj sklepam, da bolj nadaljavo narejeno, kot prej ali ne. Pa ne, po telefonih smo. Ja, telefon Vse pa. so, a veš, telefoni, mislim, za tako stvar, kot je nek, sej, po svoje brez veze, ampak zdaj, ko smo se malo že navadili na te brainstorminge, tudi po telefonih, pač, a veš, imaš telefon, neki govoriš, malo si kdaj tih, tudi, ne, ampak Ja. v resnici za Se da, ne. debato se da, no, se da. Ja. Nekaj, mislim, ja, ampak veš, to zdaj, na en način je to gledati tako zelo, ja, okay, se da, ne, ampak po drugi strani se mi zdi, so bile pa to ene stvari, ki so bile včasih zelo tako nekako svete, veš, ne, mi se moramo dobiti v eni sobi, pa, a veš, ko se, ali nimate tega občutka? Pa a jaz veš, bi rekel, ko- da je ful razlik. Jaz bi rekel, za kakšne procese kreativne je nujno, za kakšne pa ni. In Ja. da imamo mogoče srečo, da za tega res ni. A pa mislim, da se ne bi dal, recimo, čistko, pa Pač zdaj vprašam. hočeš, da rečemo, da je bilo ful, ja, zajebati. Ne, 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 To je bilo ne, za Preizkušnja. Preizkušnja. ne, nočem tega, jaz jih kontra hočem. Jaz sem pač ful mnenja, da se da marsikateri kreativen proces, za katerega se smatra, da je nujno, da so ljudje v isti sobi, da se ga da sfurati brez tega. Absolutno. Ampak Veš, rabaš pa neke druge stvari in absolutno. folk se mora na to navaditi. Sej, jaz mislim, da je to bolj ključno. Mislim, pa štekati se moraš res tudi med sabo. Mislim, po telefonu, mi smo se, pa se tudi predtem smo se po telefonu veliko Ja, res. Ja, ja, ja. Mislim, jaz sem danes dogovorili. Nismo sploh
veš, kaj je bilo res pač kaj je bila debata dovolj, a veš, kaj ni tega, vem, to so te, veš, so kreativni procesi, ki zahtevajo, da se ljudje v isti sobi, zato ker je, veš, nek ta proces, kjer mora biti direktno odgovarjanje, nekdo sproti beleži, nekdo sproti preverja. Veš, in tam bi rekel, da... Ameriško. Ja, ampak... Ne, tam bi rekel, da je nujno, da se ljudje dobijo. Mislim, da je nek dodana vrednost. Ampak veliko manj mogoče, kot ljudje trdijo, da je. Ja, se to nekaj, se mi zdi, da tega smo se zdaj vsi počasi zavedali, imam jaz občutek. Veš, da se marsikaj da brez, pa ne govorim zdaj samo ta delovna daljava, jaz govorim res o teh kreativnih procesih, da se mi zdi, da je mogoče vse kaj malo premaknilo v glavah, da bi se dali tudi kaj tako. No. Tudi zaradi tega, orodja to omogoča, veš, prej tudi tega ni bilo. Ne, zdaj, že Google Doc, koliko veliko pomeni, včasih, veš, tudi kaj je bil sam mail, je bilo to 6-krat težje. Da zdaj, če prideš v nek kreativen proces, pa da rečeš ljudem, bomo na drive se dobili, pa da en ne ve, kva je to, je že malo čuden. Kako si pa do zdaj delo. Tako da je že tako samoumevno tudi, da ne si preko tega pokonektan, pa da lahko tako delaš, da ni nujno, da zdaj si nekaj. Plus da beste, ker ta korona, ki je prišla, seveda, studij na RTV se vse zaprli, kva bomo zdaj? Smo rekli, ok, gremo na teren. In v bistvu skozi to korono smo videli, ta teren je top. Je pa skoraj bolj kot studio. In pa smo potem že še vedno hodili na teren in imamo še vedno željo hoditi na teren. Tako da v bistvu smo prek tega tudi videli, da imamo kle pač korona nas je pa silila v to, da smo recimo šli na teren delati videospot, ki je bil spet to, samo čip, kopija original videospota, ampak je delal, pa je bilo res nenormalno pocen narejen, a veš v tem smislu, pač tako... Ja, pa gre skozi, ja sej, hvala Bogu, mislim, za me je to cool, meni te stvari... Tako da še daš pravo istočnico, se vse dane. Okay. Gremo zbirati najljubšega otroka, a ga mata med vsemi do zdaj. To sem dva, tako da ne bi zdaj prsil, da ga zberem. Tako pa zakaj? A veš, ne tako, nočem zdaj sam, ne bi sploh cilil, unkaj bo pol, ne vem, najbolj gledan neto ali pa whatever. Jaz bi tako osebno, če imaš eno malo teraso, ki ti je malo bolj ljuba, pa zakaj? Ta del me sploh zanima, zakaj ti je ena, tam je pa malo bolj všeč. Pa, ajde, tilam. Ja, imam jih par, ne. Ok, no, zdaj... sej lahko par, sem tako, zanima me, veš, kaj te pomeni pol... Ja, recimo, Filip, Pop Design, zato ker je prvi. In je absolutno, komat je hud, ne, in je res dober. Okay. Tudi imitacija se mi zdi, sem že v štartu vedel, pač, da ok, to imamo pod kontrolo. Mislim, da tudi Igor vprašal, dej, gremo v prvi oddaji, kva ti recimo zelo dobro leži, a ti to kulsniko, ja, to, kle sem zihar, kle nima iti kaj narobe. Zala Gašpar, zaradi Igorja, ker je bil tako famozno dober, bi sem... To je edina, ki si ti po nesred zraven, pa to ne mislim na... To sem hotel reči, ker je bil on tako dober, da se to komi posnel. Jaz sem to komi posnel, ker smo se režali in smo bili že skoraj na konci, ko me on gledal, pa pol za roke, prvi jaz v smeh. Težko je bilo narediti, ki pač Magnifico, hvala Janeze Janša, zato, ker smo jih hvalili enkrat. Ja, res je. Pa ker smo bili na terenu. Ker smo bili na terenu, plus kle smo res, to je ta maska, ki je urednica v bistvu masko naredila, pa je bila super, tako da potem je pa še ena, da potrebuješ ne, takrat z matrico me je fajn zasral, tako da ta ne more biti, je pa ta na roblek bom odšel, ker sem razkužval stopnišča, to pa zato, ker sem bil sam. Ker Igor je zraven ni bilo. Lepo. Ta uravnoteži Zaloga. Zelo dobro sem se počutil. Ja, mene bo recimo, da best mi je bil Žan. Okay. Zato, ker smo si, šla je bil najbolj ta glasbeni sketch moment. Ne, pač, tam je bil to totalen žur. Tudi zato, ker smo tam recimo problem z matrico rešili na ta način. Mi smo težavo in pol ne samo, da smo rešili smo na ful zabaven način. In je bilo, pa tudi snemanje je bilo zabavno. Mislim, da celo tisto snemanje je bilo zabavno. Takrat smo snemali to, pa Lajbah. Je bilo pa zato cool, ker je prišla moja ta mala Idrija zraven na snemanje in sem posnela stilno najbolj
weird, možen napovednik vseh časov. Pač, ko ona sedi njemu v naročju in ji on bere neko pravljico. Zima, bela. Ona pa odlično igra, odlično. Se bi prav kot oče ponosen, okay. kako je odigrala v prvo vrhunsko. Tako da ja, to zihar. Ker sem lahko igral Fraj Tonarco. Mi ga pa tvitamo. Tisto mi je bilo tudi kar dobro. Okay. Ker sem lahko, ker sem kar moril. No. To je ta tvoja več instrumentov. Ker se vem, da se to ne vidi, pa doskrat tudi falim, ne, ampak res se trudim, da bi kljub temu, da je playback igral. Ne samo, da bi igral, ampak da prav igram tako mat, tako kot je. Tako da takrat, ko je kitara, ki je pač ta inštrument, ki ga igram, se pač trudim igrati kitaro, tako kot je v posnetku. Tako da, če kdo gleda in to opazi, to je zate. To je zate, ki to opaziš. Zame, ki pač edini to cenim. Lepa. No, jaz sem res dober, da sem rekel, ta Zala Gašper, jaz tisti je bilo res, jaz takrat mislim, da te celo mesec poslal, ne, da pač ne, jaz ne vem, kako si zdržal. Jaz ne vem, sva fejkala, pa sem mogla, na začetku sva se res gledala, ni šlo, pa sem gledala njim drugega, nekam bolj ščala. Res, jaz tiskal sem videl, sem bil prav tako, sem rekel, to je nemogoče tam tudi ti, v bistvu oba, razumeš, ti da njega gledaš, ne, zdaj govorim za Tilna, za Igorja. Doben ga ne smel gledati. Ti pa, kako da faks ti zdržal, ti ne razumem, stari. Ker sem bez začal res slab, že vidim, da to rešuje. Kristus. Jaz pa dobro vidim, ne. To ga pa pol zjebe, ne. Sam še eno vprašanje, zdaj, ki sem rekel, nekje se bolj domače počutiš, ker pač že skinu tega človeka, ki ga pojaš, pa to ne. Ampak ta tvoj res nerealen posluh, ne, zdaj že spet malo hvalam, to je kar narobe, ne vem, možno se pol malo disati. Se pravi, ne. Legitimen posluh. Legitimen, ja, že ta tretjič. Škaj me zanima? Zanima me bolj ta varianta tako, ker enkrat odpoješ, a ne? A si za nazaj, kdaj klebi pa lahko neki, ali je to toliko momentu, da ne, pač... Ne, to je toliko momentu. Pač. Ja, da bi za nazaj analiziral, pa klem je pa mal, klep pa sem mal ven padel. Ja. Ne. Mislim, pa tudi se ne moreš ven padati, še enkrat pač začutiš pa gre, pa imitacijo. Zvili, kdaj zafuša. Ja. Ta Vili je bil res, to je lahko kar redo. Oni niso popolni. Tako, in to hočemo mi pokazati. Ne, veš, kaj je sam, ko se mi zdi, da Vili resnik, jaz ne vem, je to samo za mojo generacijo. Jaz ne vem, on ima neko posebno mesto. Ali se bojim, da Vili je bil zelo on je dal matrico. Super, to je ful rad samo slišam. podpora. Vili je edini, ki me je poklical v nedeljo. A res, ali kaj? Rekel, ja, model, to je zvezda, Boško Vili. Boško Vili, so fakt stari, zvezda, pizda, zvezda. Vrhunska. Ne, res, jaz sem do njega tako, nek tak, on se mi zdi, da je eno teh, jaz mu dam čist propse, on je legit pevc. Jaz sem od njega kupil komp. Mislim, cela sezona, 3. sezona Male terase je bila narejena na bivšem kompu od Vilija. Karevsko. Vili resnik je bil na poroki od mojega brata, jaz sem bil priča in smo ga poklicali, če pride žurnarec, dragaš. Tako da mi z Vilijem imamo... Jaz sem bil v Vilšencih na žuru, kaj je Vili resnik skočil na šank in vrgu flašo v celo polico steklovine za šankom in doben ni trznil. Ker to je Vili. Najprej sem to, da je to lokal, ki ima tudi zunaj napis, da vstop s hladnim orožjem ni dovoljen. Ampak... Okay. Ko je bilo? No, Vili je izvajal komad Taliban Reggae. V živo 14 dni potem, ko je bil na Radio Študent, kot del nekega medlija. A res, kaj? On je res kralj. Okay, in dal propse za ta komad. Tako da... Vili je legenda. Okay. No, Vili je s čelado prefuku enega modela v Fužinah, ki je trener karateja. Zakaj? Ker mu je vzel prednost. No, so fakti o Viliju, no, prosti. A je Vili bil že gost te oddaje? In zakaj ne? Zdaj gremo midva prefuku. Zdaj lepo gleži Vilija. Ja, če me v zlomljeno roko, veste zakaj. V glavnem. Veš, da je Vili lokostrelc. Okay. Pa res, in to ful dober. Okay, zdaj pa gremo od Vilija k zadnjemu vprašanju. Ne morem.
Kristus. Kjer je telefon? Free Willy. To bo najslabše. Po njemu so kita poimenovali. Upam, da veste to. V glavnem, strojna oprema, ne vem, Segwaya za to ni. Tako da, telefone, kjer imata to Isti, povedati? kot na zadnje, to To je pomeni. iPhone SE. Ta starše. Ta star, Daj in ko kupite mi novega. čakam, da si decembra, ko bojo nore akcije, kupam novega. Novega, v redu. Ampak ne zato, ker bi ga rabil, samo zato, ker ti to zahtevaš. Ja, točno to. Pa Točno ni mi to. kul, ker je malo prevelik, pa ker Oh. nima tega phone jacka, to mi je res glupo. Prebolo boš. Vem, Prebolo ampak boš. zdaj le pa še ne. Zdaj me pa še boli. Okay. Tilen, kam imaš ti? Kupil sem si zdaj iPhone 11, v 11. crknu, ja, sem Edim rekel, prav. dobro, valjda, super, sem si tudi zloadal dol aplikacijo Tetris. Tetris ja, igraš ker na zdaj iPhonu. Velik cajt je bilo zdaj, ko je bila korona, tako da sem Tetris začel po Tetris? 25 letih špilati. In sem Hudo. čisto Sem bil pa napadel. pravi pomet z državnim prvakom v Tetrisu. Kdo je to? Jaz. Kaj govoriš? Če pa je res. Kaj je, Jaz kaj je sem res? bil Kako je to leta- Ampak res? edino, veš kaj, klej ima mečken drugačen je. 2008 glej. sem bil na enem tekmovanju, ki je bilo tlele, ki je bilo sicer državno prvenstvo v drugih teh Ja. igrah, v Call of Duty pa to. Ja? In je bilo sporedno, je bilo tudi državno prvenstvo v Tetrisu, v tem 1-1 Tetrisu, Ja, ki ker- igraš proti tekmovalcu. In tam sem zmagal in imam pokal doma, kjer piše. Jaz ne vem, a to res, jaz ne, Res, ne morem Ja, oceniti. že, ne, ne, res, je že. Res. imam pokal. Ja, no, to Slikam in ti ga pošljem. Okej. Nisem si ga valjda sam naredil, zato da bom čez 11 let ta žog izvedel v aparatu. Ker če pa sem, pa tudi si zaslužim. Si ta zaslužiš, kredit. ja, to je Prost, res, to je da je. dejstvo, ja. No, škaj, sem ta Tetris, ki ga jaz igram mečken drugačen, niti zdaj dol padel, ne, ampak v bistvu se stavljaš takole. Ja, to je tako za otroke. A je to pokaž. Skoraj težje, no. Zato bi se ni Pokaž. Tetris, A ja, ne, to je ena ni te- druga To je igra. neka druga igra, ja. Piše, da je, ne. A bomo zdaj verjeli državnemu prvaku? Ali eni aplikaciji tle? Okay. Takole, lej. Ja, zdaj za ljudi, ki to ne vidijo, Tilen dejansko igra Tetris pred mano. Ampak ne igra Tetris. Ja, ne igra Se Tetris, stavlja sestavlja nekaj. Takole, nekaj. lej. Razumem. A sam potrdiš, da ni Tetris? Ni to? Tetris. Okay, hvala. Tak, ljudje, ki so to Razvili, ja. razvili in dali brezplačno gor, razumeš? No? Okay. Govor v mikrofon, dej, gre nazaj. Okay. Ja. Pa sem hotel vprašati eno aplikacijo, če sam poveste, da nam to vsakih 5 razlagala. Od tle vidim, da ni Tetris. Ja, ni Tetris. Ne rabim pa res. Od Tilna app bo ta ne Tetris, mi už poslal link, a je prav, da nas vedo, kaj je. Ne čakam še nov app od Ja, ti pa nazadnje, kakšen app, povej, ki si ga res uporabljal zadnje cajte. ker sem ga res Ki si ga uporabljal. res uporabljal. Sem uporabljal e-hrano. E-hrano sem uporabljal res zadnje cajte. Okej, ja, zato je v redu, v bistvu. Drugač pa, mislim, Ja. veš, Ker imam toliko malo koledarja- appov, da jih vse zares Ja, uporabljam. koledarja vem, da In ne ga tudi uporabljaš. Slabo komentiram. Pa kaj, pa NKBM app sem uporabljal. Okay, zdaj pa še zadnje vprašanje, ki je, ne bom rekel, ne bo tako splošno, ampak ga bo vezan na malo teraso. Če bi mogla izpostaviti en prop, spravo eno fizično stvar iz vseh malih teras, ki nekako je tako, ki vam je malo v spominu ostalo, ima malo več pomenov, kaj bi to bilo? Kaj bi to bilo? Klemens Lakon. Ne, mislim, Stvar okay, mora ne, biti, ne, stvar. ampak okay, harmonika, ne, spet bom rekel. Ja, okay. Pač meni je bil res totalen žur. Ne sam, ker sem mislil, da bojo na RTV-ju, ker včasih rečemo, mislim, da 80% teh inštrumentov je mojih, Ja, razumem. 20% jih pa iz fundusa dobimo. Ne? In vedno ko rečem za en inštrument iz fundusa, vem, da bom dobil sranje. Ne? Pač, da bom dobil neki pol inštrumenta ali pa to ne bo ta inštrument. Pa ne. Ko sem pa rekel harmoniko, je pa res so mi prinesli 7 pač tako, ne, prav tako v kufru, to res frajtonarco v nulo. Pač Okay. tako, ker bi bilo prav bed mi je bilo, ko bom zdaj zlorabil ta vrhunski inštrument, ampak mi je bil res žurno, ta prop. Mi je bil Okay. res žurno. Tilen? Ja, mislim, meni pa, že prej sem omenil, narodna noša, no, ko smo imeli avbe. In Avbe, no, ja, okej, in ja. kako so ljudje potem naju spluvali, oziroma mene. Ne, Seveda, njega. problem je, zato sem prej rekel, jaz kasiram ne, na začetku. Ne vem, če bomo vsi razumeli, zakaj gre. Ne. On napiše tekst, potem pa vsi komentarji na Facebooku, na Tako se YouTubeu vrtač gre. navalijo na mene. In jaz pa kasiram kle na polno in ljudje so kle komentirali, kako smo mi oskrunili, kako se norčujemo iz narodne noše, ne, kako smo si lahko to dovolili. Tako da
Ja. To, no. Tebi je pa to highlight. Ja, pa tudi meni zelo paše narodna noša. Ne? Mislim, Ne vem, Ne vem, če ste opazili. pustimo tisto albo, ne, ampak se pravi, moška narodna noša. Ne? Ja. Šik. Jaz se odlično počutim v njej. Jaz mislim, da sem mal za ta svet. No. Ne, je tudi fajn, da ker se recimo oblečemo za malo teraso, ne, pa tam hodimo po hodniku, až pride kdo preče, pa pisa, ful bolj zgledaš zdaj, ne. Zakaj nisi skozi oblečen, ne. Veš, da je fajn. To je kar obsodba, to veš, kje si s svojim osebnim stilom, ne, ampak tudi veš, da v vsakem trenutku, ne, lahko bolj zgledaš, ne. Vrata stran, do dobrega izgleda. 80%, kar se oblečemo v mali terasi, bolj zgledam, če mene vprašaš. Ja. Pa imamo usnjene jakne, isto dober, pa narodna noša, top, pa frizura, bili res nekuna varianta, the best. Ne. Vse sem to ne. Okay. Najlepša hvala, ker ste si vzela čas in bila ponovno v aparatusu. Ne. Hvala tebi. Tako da lahko rečete adijo. Čau. Ajde. Zdaj da še oba Jureta, Jure in Jure. Tole je bila 210. epizoda Aparatusa. Malo teraso najdete na YouTubu, kaj dogaja, ima seveda svoj YouTube kanal, tako da se naročite, pa tam lahko pogledate vse živo za nazaj. Te, ki smo jih omenjali, so tudi v zapiskih. Jaz sem seveda Anzeta, več ali manj največ na Instagramu, tako da mi lahko tam težite. Kot vedno, čez poletje si bom vzel čist malo pauze, potem se pa seveda Aparatus vrne, to zato, da se česa naučim, pa kakšno novo tehnično stvar doženem, se temu mislim, da reče. Tako da hvala vsem, ki podpirate moje delo in ta podcast in vse. Brez vas tega res ne bi počel, to vem, da vsakič rečem, ampak tako je življenje, ker je res. Hvala tudi vsem, ki dajete ocene v Apple Podcasts. In pa to je več ali manj to. Do naslednjič in res, hvala, da poslušate. Ja, adijo.